Dober dan, dragi moji. Evo, ponovno smo skupaj. In danes se bomo malo dotaknili teme, kot sem v naslovu napisala, se pravi depresije oziroma poti nazaj, oziroma mogoče niti ne nazaj, mogoče boste to doživeli prvič v življenju, se pravi v radostno življenje. Tisti, ko me poznate, ko me spremljate, veste, da sem, upam sam, da je tole na glas, naj mi kdo napiše, da se slišimo. Tisti, ko me poznate, veste, da sem bila 4 leta pa pol nazaj, mislim, da je že zdaj okoli 4 leta pa pol, v zelo, zelo hudi depresiji. Takšna je bila tudi diagnoza. Poleg tega je bila še prisotna psihoza in ne vem še kaj vse so mi napovedali. Kaj vam na tem mestu želim povedati? Dosti ljudi se mi javlja, ne vem, ne znam naprej, težko je, kaj naj naredim. In nekaj se je treba zavedati, da si povzročimo, se pravi sami sebi, ko se enkrat zavemo, da smo sami odgovorni za svoje življenje, potem vemo, da smo si to sami povzročili. Povzročimo si pa v bistvu depresijo s tem, ker smo dosti časa bili v nizkih vibracijah. In pride do enega momenta, ki se imenuje depresija. In kaj zdaj narediti v takih trenutkih, ko nam je težko, ko nam je hudo, ko smo žalostni, ko smo obupani, ko smo v nemoči. Zdaj, ena stvar so pač tablete, V mojem primeru sem se jaz kljub zavedanju, da mojemu zavedanju, karkoli vam govorim, je moja resnica, moj pogled. In ne rabite tega jemati za svoje. Vi vzemite v svojem življenju to, kar resonira z vami, kar čutite, da je vaša resnica. Jaz vam govorim o svojem primeru. V mojem primeru sem jaz, ne glede, da sem bila v zavedanju, da na tabletah, če jemlješ bilo kakršne tablete, nisi to več ti, to pomoč sprejela. Ker če ne bi sprejela, danes ne bi bila več med vami. Bila bi med vami, ampak ne v tej realnosti. Ker moja želja, moj občutek po temu, da naredim samomor, je bil toliko močen, močnejši v bistvu od vseh občutkov, ki smo jih vajeni, ki jih imamo in tako dalje. Niti slučajno ni bila ljubezen recimo do sebe, do otrok ali do življenja močnejša od tega občutka. Ta občutek je prevladal. In za nek zelo kratek čas, mislim, da 2-3 mesece, sem sprejela pač tablete. In nič ni narobe s tem. Ampak sprejela sem jih v zavedanju, dobro to poslušajte, da si bom z njimi dvignala vibracijo. Da si bom dvignala vibracijo in da bom lahko potem na tisti vibraciji počela v bistvu stvari, za katere sem vedela, da mi bojo pomagale. In ker je bilo to seveda moje prepričanje, mi je to tudi uspelo. Se pravi, na tabletah sem jaz toliko dvignala svojo vibracijo, da več teh misli na samomor, ne bom rekla, da niso bile so še ne vem, kako leto recimo, ampak sem bila toliko močna, da sem vedela, da je sam misel. Pa čeprav je prišla 100-krat na dan, sem vedela, da je samo misel.
in da nima nobenega pomena, kaj šele, da bi bila resnična. Vedela sem, da sem jaz tista, ko zbiram svoje misli, vedela sem, da imam jaz moč nad svojimi mislimi, nad izbiro. Vedela sem, da si jaz ustvarjam svoje življenje, da sem si to popolnoma sama skreirala, ustvarila to depresijo, tako stanje. Vedela sem, da je to moment in da se da iz tega ven. Tudi to sem vedela. In zato sem za en kratek čas sprejela tablete, da se dvignem na tej čustveni lestvici, da postanem gospodar svojega življenja, svojih misli. In kot sem omenila, mi je to tudi uspelo in čez nekaj časa sem jaz te tablete lahko dala stran. Nekaj je pa na tem mestu treba povedati. Če nič ne boste spremenili v svojem življenju, ne morete pričakovati bilo kakršne koli spremembe. Ne gre. Če ne boste začeli nekaj drugače delati, ne bo v vašem življenju popolnoma nič drugače. Še vedno boste ujetnik svojih misli, še vedno se boste kopali v občutkih, ki si jih sicer ne želite, ampak resnično je treba priti do zavedanja, da smo si sami to ustvarili z dolgoročnim mantranjem, afirmiranjem negativnega, neprijetnega. Na tem mestu, da ne pozabim, oziroma da se spomnim, imam jutri v hiši Sadeži družbe v Žalcu ob 10. zjutraj predavanje na to temo. Mečken del se bomo pogovarjali kot lele, lahko me boste tudi kaj vprašali. Se pravi, koliko je meni uspel moja pot do čudovitega, radostnega življenja. Lepo vabljeni, lahko se prijavite ali pa tudi ne. Zdaj bojo ta predavanja kar pogosta, ker pa čutim, da si želim iti med vas, da si vas želim videti, da si vas želim objeti, da želim z vami spregovoriti kakšen stavek ali dva, da želim, da se spoznamo. Saj tule je lepo, ampak v živo pač je meni dosti lepše. In zato bom začela s takim sklopom predavanj. Zaenkrat so predavanja brezplačna, kjer vam bom pokazala pot, v bistvu, koliko je res možno, koliko je mogoče iz ene take teme, iz dna, v bistvu pol priditi v neke visoke vibracije, v radost, v srečo, v veselje. Karkoli vam govorim izključno iz svojih izkušenj. Povedala vam bom v bistvu vse, kar se bom spomnila, da sem jaz naredila, da sem danes tu, kjer sem. Zdaj, to je to, se pravi, od spodaj v link, ne vem, ne znam zdajle, vam bom, če želite, lahko predavanje spremljate tudi preko Zooma, in če želite, mi lahko na zasebno sporočilo napišete pač vaš mail in vam pošljem link tega Zooma. Upam, da mi bo to uspelo. Posredovati mail znam, tako da mi kar napišite, pa vam bom vaš mail, pa vam bom posredovala link od tega Zooma. Bom poskusila bolj tlele tudi od spodaj med komentarje to prilepiti, ali kako se že reče, ne vem. V glavnem, vse izvira, zdaj tlele ne bom danes tako dolga, upam, da ne, to vedno mislim, da bo 10-15 minut, pa smo pa 1 uro skupaj. Se pravi, vse izvira iz naših misli, iz naše glave, to že vemo. Vse pa izvira tudi iz naše ljubezni do sebe. Koliko se resnično imamo radi, koliko se cenimo in koliko se spoštujemo. Zdaj jaz vsega tega, da bi me nekdo cenil, da bi me nekdo spoštoval, da bi me nekdo imel ne vem kolikokrat, v svojem otroštvu nisem imela. In v svojem otroštvu sem doživela
pa zame hude travme in rane, katere pa je bilo treba iti zdaj v odrasli dobi pogledati in začeti celiti. Drugače ne gre. Drugače je tako, kot da bi si dali en plašč čez, začnete afirmirati, začnete pozitivno razmišljati, začnete, ne vem, se družiti z nasmejanimi ljudmi, z radostnimi ljudmi, ampak vseeno tista rana ostane. To je pač moj pogled, da je treba iti v globino, pogledati, ozavestiti, začeti zdraviti. In jaz zaupam v naravo, zaupam v rožice in sem se začela v bistvu zdraviti z CBD kapljicami, brez THC-ja, z industrijsko konopljo. To mi je zelo pomagalo, da so se mi misli umirile in da sem lahko zmogla v bistvu dan preživeti v nekih občutkih, ki pa še takrat ne bi rekla, da je bila radost, ampak vsaj v nekem povprečju, no. Zbujala sem se vsako jutro ob 5 zjutraj, sem se začela zbujati, ali pa ob 4:30 zjutraj. Stuširala, konzumirala sem tudi kurkumo, vsak dan eno žličko v vodo, vsak dan eno sok pomaranče in limone, pa še najvišjo dozo C-vitamina, kar je bilo možno kupiti v lekarni. To mislim, da je bilo to. Potem semena, sveže stisnen sok zjutraj. Se pravi, totalna sprememba tistega, kar sem prej poznala oziroma sem živela. In gre korak za korakom, ano. Potem pridejo v vaše življenje ljudje, ki vam pokažejo pot, pride v vaše življenje knjiga, pride v vaše življenje dan, ko pač ste na visoki vibraciji, ste v radosti, v sreči, v veselju. Jaz vam lahko na tem mestu obljubim, da to pride v vaš dan. Ampak žal, jaz ne morem narediti namest vas. Boste mogli sami, tako sem mogla jaz. Nič ne pomaga, če beremo knjige, če hodimo na predavanja, če hodimo na terapije, če potem tega znanja ne uporabljamo v vsakdanjem življenju. Treba je to uporabljati, treba je vaditi. Ogromno je treba vaditi. Jaz sem vadila razne izreke. Ne vem, koliko terapije za mano, da mi je to uspelo, Ana. Ampak na danes res lahko rečem, da ne vem, so moji dnevi čudoviti. Jaz večkrat na dan pa imam popolnoma enako življenje, recimo, ko sem ga imela 3-4 leta nazaj, Ana. Ampak ne vem, jaz se peljem v šolo po Nežko, pa jočem od hvaležnosti. Danes so moji dnevi prežeti s hvaležnostjo. Tudi hvaležnosti sem se v bistvu, tudi hvaležna biti sem se naučila, Ana. In marsičesa sem se naučila in res z vsem srcem želim to podeliti z vami. Če bi mogoče eni dušici pomagala, Ana. Res pa je, da mogoče vi od mene pričakujete, da bom stvari zavijala v celofan oziroma se z vami pogovarjala kot z žrtvami, da ste božčki, da se mi smilite, ampak tega od mene ne boste dobili. Tako da, če to želite, pol nisem jaz pravi naslov za vas, Ana. Od mene dobite tudi brco v rit, od mene dobite tudi oster pogled, od mene dobite tudi mogoče kdaj kakšno ostro besedo. Definitivno, zato ker imam rada sebe in ker imam rada vas, ne bom z vami jamrala. Lahko mi poveste svoje občutke, lahko mi poveste, v kakšnem momentu se trenutno nahajate, ampak pol bomo našli pot, da gremo ven iz tega. In koliko dolg v bistvu boste še vi nesrečni, koliko dolg boste še v žalosti, v trpljenju, je odvisno od vas, ne od mene. In a vam pa še biti žrtev, vam pa še biti ubogi jaz, vam pa še biti
v teh nizkih vibracijah. Če vam ne paše več, boste vse, popolnoma vse naredili, da boste prišli ven, tako sem jaz naredila. Na eni točki, na čistem podnu, ko se še stuširati več nisem mogla, ko nisem mogla skrbeti za svoja otroka, ko mi je to, da Nežo zvečer uredim, predstavljalo totalno, ne vem, napor. Ko nisem mogla jesti, ko nisem mogla piti, ko nisem mogla več, mislim, res ni bilo niti malo sončka v mojem življenju. Oziroma, sonce je bilo enako, kot je danes, sem videla ga nisem. Ko vam pač ne bo več pasalo, da ste tam, boste naredili vse, da pridete ven. Verjela sem samo eni osebi. Dovolj je bilo, da sem slišala eno osebo, da je povedala, katere knjige je brala, da je povedala, kaj je delala, kako je prišla dol iz tablet, kako je prišla dol iz injekcij. In njej sem verjela. In sem začela delati korake, točno take, ko jih je delala ona. In sem rekla, če je uspelo njej, lahko tudi meni. In na vaš srček vam polagam, če je uspel meni, lahko uspe tudi vam. Jaz ne bom rekla, da je lahka pot. Jaz ne bom rekla časovno, koliko dolgo traja. Lahko se danes odločite, začnete vaditi, pa po mojem, ne vem, čez pol leta že res doživljate, ali pa čez par mesecev, doživljate tisto radost in srečo in veselje, ko jaz doživljam danes. Tako da, če še imate kako vprašanje, napišite. Vi ustvarjate svoje življenje, vi ste kreator svojega življenja. Del časa, ko ste v radosti, vesolje, življenje, smo povedali, je fotokopirni stroj. Če ste vi v radosti, če ste vi v veselju, to dobite nazaj. Če ste vi v žalosti, če ste bili v obupu, v nemoči, v nizkih vibracijah, dobite še več takšnih izkušenj, ker boste lahko ta čustva uporabljali. Ampak zakaj se tle gre? Gre se za to, da se zbudite, da se prebudite. Gre se za to, da vidite, da je življenje resnično čudovito in enkratno in polno čudežev in radostno. Radost je naša naravno stanje. Ne trpljenje, ne žalost, ne obup, ne nemoč. To smo se naučili. Radost, sreča, veselje so naša naravna stanja, naravna čustva, s katerimi smo prišli sem. In tako da še enkrat lepo vabljeni jutri ob 10. zjutraj v Hiša Sadeži družbe. Če ne morete, bo tudi preko Zooma ali po Zoomu, ne vem, kako se to reče, si lahko pogledate. Pošljite mi vaš mail, da vam lahko ta link pripopam. Imejte se lepo in ko vam je težko, čeprav ni nikoli težko, ampak to boste že enkrat razumeli. Ampak če vam je težko, če ste v nemoči, če ste v obupu, če ste v žalosti, če ste v jezi, naslednji trenutek lahko naredite nekaj, kar vas bo razveselilo, kar bo v vaše življenje prineslo radost in srečo in veselje. Vsi to znate, vsi to imate. Kaj je to? Kaj je tisto, kaj vas radosti? Začnite se spraševati. Kaj je tista vaša stvar? Kaj je tisto vaše vesolje? Kaj je tisto vaš čudež, ko vas veseli? Postanite igrivi, postanite otroci. Zdaj bo sneg, pejte se kepat, pejte se sankat. Uležite se na sneg. Veselite se. Ker življenje je res nekaj čudovitka in vsak dan posebej se lahko veselite. Imate popolnoma vse, da ste lahko srečni in veseli. Popolnoma vse. In
To bomo naslednjič glede kreiranja, a na kakšno je kreiranje iz pomanjkanja in kakšno je kreiranje iz obilja. Ker če vi kreirate, ustvarjate iz pomanjkanja, dobite še več pomanjkanja. Če ustvarjate iz obilja, dobite še več obilja, še več tega, kar si želite v vašem življenju. Tako da lepo je bilo z vami. Upam, da sem kaj vam povedala, kar vam bo pomagalo, kar vas bo podprlo. Če ne, se pa vidimo jutri, če ne jutri, se vidimo, ne vem, čez 14 dni. Vam povem, kdaj je naslednjo predavanje, vedno delim na Facebooku. To je to. Ostanite sončki, danes je sonček odzunjen, čudovit dan. Jaz sem bila že v hribih, zdajle grem pa po Nežko in se gremo fajn imeti, no? Se zato smo tu. Tako da radi se imejte, naučite se imeti radi sebe. Boste videli, kako je življenje lepo. Čau, čau, dio, dio.